Popotniški navdušenci, popotniške navdušence, navdušenke in vsi, ki nas spremljate, torej lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Popotniškega snepa oziroma v nadaljevanju epizode Skrivnostna Sumatra. Torej, Popotniški snep, kot že verjetno veste in kot velikokrat ponavljamo, je eden izmed projektov Popotniškega združenja, ki v partnerstvu z Mladinsko-kulturnim centrom Maribor organizira to oddajo. V današnji oddaji se mi je ponovno pridružila Tanja Šiler, ki nam bo predstavila še nadaljevanje svoje poti preko zgodb, utrinkov in seveda čudovitih fotografij. Tako da je, mislim, da čas, da kar na tej točki preskočimo oziroma skočimo tam tja, kjer smo nazadnje končali, ne? In to, če se ne motim, je bilo pri orangutanih. Je tako, Tanja? Ja, še bolj natančno v bistvu pri ananasu. Točno, pri ananasu. Tako da ananas sem zdaj pojedla, pa lahko nadaljujemo moje popotovanje skozi džunglo, ker to je bil v bistvu šele začetek, videli smo orangutane, to ni bilo problema. Nekje nahajamo se še zmeraj v Bukit Lavangu oziroma v tem pragozdu. To je bilo tukaj ena izmed zadnjih slik, ki sem jih dala, to, da malo osvežim spomin. In ko smo šli naprej, to, kar sem jaz prej razlagala, da so ti orangutani zmeraj v krošnjah, da ne hodijo dol, je celo eden izmed njih prišel malo bližje, tako da smo ga pobliže videli, je malo manjši, ni čisto odrasel orangutan tale, ampak nekako dobiš malo strahu, ker je zelo nepredvidljiv, to niso opice, ki bi jih vzel na roče, pa mu guci, ampak je dejansko divja žival, ne. In kot si povedala v prejšnji epizodi, je to še en izmed redkih krajev, ne, kjer še dejansko so orangutani, ne, sploh na svetu. Na svetu je v bistvu Sumatra pa Borneo, tukaj naj bi samo še bili. No, in ko smo mi to svojo pot nadaljevali, se je pa zgodaj nekaj, kar se tem vodičem, ki so šli z nami, pa jih je bilo kar precej, še nikoli ni zgodilo. Ta ženska orangutanka, ki ne hodi dol, je prišla dol in zagrabila eno izmed članic naše ekipe. Slišalo se je to tako, midve z Andrejo sva bila v prvem delu skupine in kar naenkrat je bil krik. Kaj za to? Obrneva se okoli, 2-3 metre za nama, pa Jessie sedi na tleh, orangutanka jo drži pod roko. In to je bila mama orangutanka, saj se tudi na sliki vidi, da je še dojenček, se pravi, je še toliko večja nevarnost in cel čas, ko je bila ona prestrašena, jo ta dojenček še v komolec zgrizel, da je še povečevalo vse skupaj, ne. In enostavno niso vedeli niti ti vodiči, kaj narediti, ne, in metali so hrano. In tako kot jaz, ta prva stvar, ki bi vrgla, je banana, ne, saj opica, no, ampak tale opica na banane ni trzala, tako da v bistvu na koncu, kjer sadje je bil, ne vem, vem pa, da se je odločila enega pograbiti in svojega otroka in šla nazaj v krošnjo. Je pa to trajalo kar nekaj časa, ne vem, po spominu težko se spomnim, ampak recimo 15-20 minut je kar nekaj takega. Bila je pa to punca, ki je prišla v bistvu na Sumatro zaradi kolegice, ki sta potem naprej nadaljevala pot na Bali, ki sta želeli biti bolj v rezortih pa to. Ona jo je prepričala, da je pejva še v džunglo, da je to izkušala in je šla sam zaradi nje noter, ona sploh hotela ni in točno to punco je pograbila orangutanka, tako da mislim, da nje ne bomo videli v tem delu sveta nikoli več. Ampak to je bilo res nekaj časa panični trenutek, no, kljub temu, da verjetno je zdaj to izkušnja za tebe, pa za verjetno kjer ostale, ki niso bili tako neposredno udeleženi, pač nekaj bolj edinstvenega, no, mislim, da ste od blizu si lahko gledali, ne, orangutanko. Ko nazaj pogledam, je zanimiva zgodba, v tistem trenutku nas je bilo pa res strah, kaj bo naredila z njo, ne. Ker je, ne vem, orangutani so dosti močne živali, velike živali so in tudi videla sem strah v očeh v bistvu vodičev, ne, niso vedeli, kaj narediti, s palcem so tolkali, vse živo, noben se pa ni upal blizu, da ne bo še kaj naredila, ne. Tako da dokler ni ona se odločila, dosti je. Torej pa je pokazala tako agresivno vedenje oziroma, mislim, verjetno ste bili panični, ampak ste videli, da pač zelo močno jo je stiskala, videli se, koliko ji stiska roko, pa še tisti mladič, ki jo je grizel, da je bila v bistvu tako po komolcu vsa že obgrižena, ne.
Ko je pa spustljeno, pa smo pa vsi zadihali, čeprav ona je bila pa v šoku še kar nekaj časa. Verjetno, res logično, ampak tudi vodniki, kot si povedala, niso pripravljeni na takšne zadeve, kljub temu, da bi oni morali mogoče biti pripravljeni na takšne zadeve. Ampak ker se ni zgodilo, je težko reagirati. Saj imaš neko teorijo, že imaš samo v praksi, pa včasih to ne gre. Tako da, evo, pa smo, ko se je to vse lepo srečno sešlo, nadaljevali pot do našega kampa, kjer smo tudi prespali. Eni izmed vodičev so šli že naprej, tako da nas je čakala pojedina, tako kot je v prejšnjem epizodi ena spraševala, če so probavali, oziroma če sem probavala kakšne lokalne specialitete. Ena izmed njih je tole, neka enolončnica, kakšna, s čim, ne vem, meni najbolj v okusu podobna kariju, bilo je pa to nekaj vegetarijanskega, mesno definitivno ne. V bistvu naš kamp je izgledal tako, to je nek nadstrešek spet, na bambusovih kolih, pokrit s 3 strani, oziroma 4, pa ena malo večja lina. Spali smo na tleh, samo povinil je bil tole po tleh, pa ker smo imeli Armaflexov od njih pa spalke čez. Opozarjali so nas, ruzaki morajo biti vedno čisto zaprti, ker opice kradejo ko srake. Tako da v bistvu ta noč ni bila glih najbolj sproščujoča, ampak je bilo pa doživetje in vse zvoke narave, ki smo poslušali celo noč. Sam pač ruzak sem jaz malo v spalko noter dala, tako da je bil bolj na varnem. Pa brez kakršenkoli težav, torej. Brez težav, nobenemu nič niso ukradli na srečo. Smo se držali pravil z razlogom, ne. Razen hrano, to so nam pokradli, ampak dobro. Tako, ko smo že nehali jesti, ko smo pustili, so prišle pa izropale do konca, ne. Naslednji dan smo pa nekako pričakovali, da bomo še malo hodili, nekaj smo imeli v planu nek rafting tudi, no, ampak rafting je bil takoj po tem, ko smo se najedli, ko je bil konec zajtrka, in pač rafting je zame en oreng čoln, ko se spustiš po brzicah, ne. Tukaj so bili pa taki veliki plašči od gum, eni 4 skupaj, malo privezani z nami in s prtljago, in je izgledalo to tako. Reka se sam vidiš, ni glih čista, da preko ona kristalna Soča pa tako, in vse, kar je šlo meni čez glavo, dobro, jaz če noter padam, jaz bom že znala splavati, ne glede, a imam tisle rešilen jopič gor ali ne, ampak če bo šel pa moj ruzak, ne pa gre, ne bom za njemu plavala, bojo pač moje stvari utonile. To je kar bolj nevarna različica našega raftinga. Precej. Ampak so nas potem zapeljali še do konca, do enega slapa, da smo šli še en tak tolmunček, se v miru malo skopati, tako da je bilo kar luštna tale vožnja, no pa adrenalinska. Ta slika lepo to predstavlja, ta fotografija res prikazuje vašo avanturo. Čist, ja. Tukaj smo imeli v bistvu srečo, ker sploh ne vem, kdo je tole slikal, ampak nekdo, ker v bistvu po tej džungli smo šli ene 3 skupine manjše, glih zaradi teh orangutanov, da smo se razbili, in očitno je nekdo slikal in nam je pa tudi sliko poslal, ne. Tako da imamo vsaj spomin, kako je to res izgledalo. Ko smo se pa vrnili nazaj, smo se pa v bistvu s temi vodiči, cela ekipca, tako dobro zaštekali, da smo rekli, da bomo naredili en kosil, tako da so nam vodiči skuhali, mi smo pa poskrbeli za to, da je bila pa malo zabave, malo smeha, tako, eno druženje z domačini v bistvu na nek način, ne. Bili smo vsi tam let, tako da v bistvu ni zdaj to delovalo kot nekaj prisiljenega, ker tega običajno ne delajo tako, ne. Ampak fajn smo se imeli, tako da smo šli majčka na tržnico, tle se vidi, kako prodajajo, čisto lokalne zadeve, malo nabrali stvari. Večer je pa izgledala takole, neki ocvrtki, malo kumar, neka solata z vsem, kar pač najdeš od zelenjave, v tej rdeči posodi, noter se pa pač skozi grel riž, ne. Ker pač riž je del priloge vsake jedi skoraj pri njih. Evo, takole pa po zaključku smo imeli pa malo delavnice, ena Američanka, ki je z usnjem nekaj delala, ene zapestnice, te 2 sta vodičak sta bila z nami, sta na kitaro igrala, ta druga 2 sta pela, jaz sem očitno nekaj risala takrat, tako čisto
sproščujoč večer je bil lušten, no, res tako. Meni je bilo všeč. Mislim, da smo kar vsi uživali. No. Se da razbrati iz fotografij, da deluje tako pristno okolje. Pa tudi No, pa zdaj smo- govorimo več o kulinariki, o teh kulinaričnih posebnostih, ki v prvem delu nismo toliko videli, tako da je tudi super. No. Ja, poj sva se pa še odločili, ker se je vse tako fajn bilo, pa še dobili sva predlog, da bi se mogoče obiskali ne glih sirotišnico Slono, ampak rehabilitacijski center. In sva rekla, zakaj pa ne, tako da sva naslednji dan skočili še na ta izlet, pa zmenili smo se še za eno večerjo, pa koncert z lokalci. Tako da na koncu je zgleda, evo, to je naša skupinca, ki smo bili skupaj, sicer ena, tista, ki je slikala manjka, to smo zaključili večer, preden smo šli vsak v svojo sobo. Tole je bilo pa že zjutraj, spet na motorje lepo, ker drugače tako ne da nikamor pridati, in sta naju zapeljala dva vodiča v ta rehabilitacijski center. Bilo mi je všeč zato, ker ni nobenih ograj. Sloni sem že bila, pa so bili dostikrat v kakšnih okovih noter. Tukaj ni. Pridejo iz gozda ven, namakajo se, tukaj jih pa takole malo umijejo, pa tako, in to mi je bilo všeč, ker so bili dejansko svobodni. In meni je slon ena taka zelo lepa žival, kakor je velika, pa deluje nerodna, je tako nežna, da je res fajn. In na koncu sem dobila tako sloni polub, ker zgleda, da te v bistvu čist zraven pride z rilcem, pa te pa zalije. Tako da je precej mokar. Evo, je še enega kolega majčkega, no, k temu nismo šli, zato ker je bila mama zelo taka teritorialna, ampak slikati se je pa dala. Torej, kot si povedala, da niso v okovih oziroma tako omejeni, to je res primer dobre prakse, no, oziroma lepo, da se to preko fotografij tako prikaže tudi. No. Ja, ker nekako ne podpiram tega, če bi izvedela, da je kakorkoli so omejeni ali po kakšnih okovih. Dobro, v okovih ne, ampak v ogradah pa ja, če je slon recimo ali pa žival poškodovana, da mu s tem pomagajo na nek način, tako kot sem jih zgodila na Šrilanki, ki sem jih videla, ampak delih je bilo pa v okovih in tisto mi ni bilo všeč, da kad sem sklenila, da take stvari več ne hodim in ne podpiram s svojim denarjem, da to naprej delajo. Ne. Kjer se res skrbijo za živali, ja, drugače pa ne. Torej, da vam omogoče, da ti kot prostovoljci pomagate pri tem procesu in da niso sloni le turistične atrakcije, ne, in vi okoli njih skačete pa fotografirate, ampak dejansko ste bolj v stiku z živaljo in pomagate na nek način, ne, nekaj vračate. Tako, ja, da majčkeno daš nazaj, da jo malo pocrklaš. To je res lepo. Ja, takole, pa so pa to nazaj prišle in v tem času, ko so ostali, vodiči pa to kuhali, ne, večerjo, so mi šli še malo po mestu, po tej vasi, malo pogledati, kako je življenje. In to, kar je bilo meni všeč, je en del reke so takole naredili umetno strugo, zato da se v bistvu otroci noter kopajo, verjetno tudi kakšen odrasel, ampak v tem času so bili samo otroci. In meni je bilo to všeč zato, ker sem se spomnila, ko sem bila jaz majhna ali pa mogoče še bolj moji starši, ki so res bili otroci, se pravi od zunaj, laufali, bili umazani, ni bilo telefonov, ni bilo računalniških iger, karkoli. In ker tukaj starši delajo cele dneve, nimajo časa paziti na njih, se pravi, morajo tudi sam otrok malo glavo uporabiti, daj se bo udaril, ne da je starš namestnega misle. Ne. In to mi je všeč, to, ne vem, življenje v bistvu vidiš. Ne. Tako pristna otroška igra, no, na nek način, ki je danes vse bolj izumira, oziroma več ne govorimo o njej, kot da več ne obstaja. Ne. Ja, sej skoraj jo ni. Kako pravi, jaz sem tudi z te generacije, drugače še, ko smo se igrali v gozdovih in tako naprej, ampak ko si prišel domov umazan cel, ne, kar se je dalo. Točno to, kar se da umazan. Evo, to je pa še posnetek iz večerja, ko smo šli na en koncert, ki so ga imeli pač mladi fantje tam, prepeli zelo international, se pravi mednarodne skladbe, tako da ni bilo samo njihove, da smo dejansko uživali. In tukaj v enem trenutku sem pač šla na WC in sem pozabila fotoaparat na eni mizi. Ne. In ko sem prišla nazaj, sem videla in ok, super, ostal je tam, verjetno ga je Andreja malo popazila, ne, na kar pa jaz tisti aparat zagrabam in mi je en od domačinov reče,
veš, sem ti ga popazil, da ti ga ne bo kdo ukradel, sem videl, da si pozabila ga, pa jaz tako gledam. V redu, ok, zdaj vem, da sem res varna in klele, ker so mi že celo pot dokazovali, da so res pozorni, prijazni in sam skozi bolj so dokazovali, no, iz kraja v kraj. Tako da, evo, klele smo se imeli pa super, no, kaj ne rečem, ampak počasi bo treba Bukit Lavang zapustiti, ker naj je čakala še pot naprej. Iz Lavanga nekako sva šla v Ketambe. Ketambe so pa še en kraj, ki imajo še zmeran pragost. Pot tja je pa izgledala takole, da zdaj smo spet malo lepi stvari, jaz pa rada zelo realnost pokažem vseh potovanj, ki še malo pozab, kaj pomeni potovati. To pomeni, da pride tropska nevihta, ki ti v minuti spremeni cesto, takole, kot je videti na sliki, a ne. In to ne oteče, pač greš dalje, na srečo so bile v avtu, niso bile neki od zunaj, ampak to je del vsega, kar ti prinaša zraven, a ne. Pa ne vem, evo, klele, čez, ne vem, par kilometrov naprej je v drugem kraju cesta suha, ampak pa dobiš mulčke na motorju, ki jih je 5 gora, ne. Kar je zanimivost, ker sem prej pozabila mogoče povedati, da pri njih je dovoljeno, da se 3 naenkrat vozijo. 3 is allowed. Tako da, ampak 5, ja, pa niso prvi, ki so jih videli, da jih je bilo 5 gor, ena družina jih je imela tudi 5. Torej, v praksi ne deluje ravno to, mislim, to je samo Ne, tako da. Ni ekonomično. Ja, pač, kakor je gre, a ne, če kakšen dol pade, pa ups. No, tukaj nekako so pa pol v Ketambe prišle, tukaj je bila malo lažja vožnja, ampak so šle takoj, ko so prišle, ko so dopoldan prišle, tudi v Pragos noter, da vidiva še gibone, ki jih pa v prejšnjem v Lavangu ni bilo videti, jih ni sploh, tam ne živijo. Tukaj sva pa še imeli druge težave, veliko je bilo pijavk, tako da taki sva imeli sobo, v bistvu bil hkrati vodič pa okoljevarstvenik, veliko skrbi za te živali noter, če kaj najde, da proba jih vračati ali skrbeti za njih, če so poškodovane, tako da nama je veliko tudi povedal stvari. Pol kakšne enormne velike liste od narave so videle in takole nekako je izgledalo, zakaj pijavke, ker je bilo zelo veliko mokrega pa blatnatega terena, nama je dal neke vrste gamaše, zato da se na kožo niso pijavke gor prijemale, da smo jih pa samo s te tkanine dol pobirali. Na tej točki bi te pa vprašal mogoče, kaj pa tako predstavlja najvišjo nevarnost iz teh tropskih gozdov za lokalno prebivalstvo nasploh, za vse ljudi, in mislim, česa se moraš bati, oziroma česa se, mislim, bati, biti previden, kaj so ti svetovali mogoče, pa kaj takšnega? Kače pa pajki. Kače pajki, sicer klele za škorpione me niso opozarjali, ampak v glavnem kače pajki so najbolj strupene zadeve, ker so lahko majhni, sploh pajki so nevarni, no. Da moraš pač paziti, ker ga ne vidiš in je lahko na tebi, saj načeloma ne skačejo, ker vse povsod, a ne, ampak ja, lahko je napačen korak in te pične. Zato moraš biti obut malo boljš, da imaš nekaj orang čevelj, da tudi če bi pičal, ne pride česne, recimo, ne. Pa tudi kakšni protistrupni zdravila to pač menjajo? Ja, imajo. Toliko niso izven civilizacije, da tega se ne da dobiti, a ne. Mislim, gled, vse to zanimivo, no. Ker po mojem, jaz bi na prvi pomislek, ne, mislim, da mogoče celo nima, ali pa da pač oni so bolj prilagojeni, ne, na te razmere in kakorkoli. Nevarnost, recimo za nas turiste, je tudi voda, a ne. Se pravi, voda iz potokov in tega mi ne smemo piti, zato ker ni naš organizem prilagojen temu in se lahko hitro zastrupiš. Tako da oni lahko pijo, jim ni nič, zato so pa nam tam, ko smo se ustavili na tisti točki, dajali sadje za hidracijo, a ne. Drugače bi lahko s tem s potočkov ven pili, a ne. Sam pač ni šlo. To so take nevarnosti, ampak se čist iskreno, ko greš na tak potovanje, če razmišljaš o teh zadevah, pa ne uživaš. Potem sploh ne zapustiš. Ne greš več. Ja. Evo, takole pa jaz že iščem moje gibone, to, kar sem hotela tukaj v bistvu najbolj videti. Ne, to je še Thomas Leaf. Evo ga.
In to so opice, ki so spet zelo visoko v krošnjah. Tukaj se vidi, orangutani so rdečkaste barve, te so čisto črne, ne? Pa te golše imajo od spodaj, ko začnejo se oglašati, ta golša se napena in so res glasni. No? Tako da bolj ga slišiš, kot vidiš. Tukaj smo videli tudi veliko papig, ki jih tam ni, raznovrstnih papig, pa razni metulji, še neke frfatujoče ptice, ki niti ne vem več, kaj so bile. Življenje je ogromno, kar se živalskega dela tiče. In na poti nazaj, no, tam smo se še v eni reki ustavili, tam je ta vodič razlagal različne zgodbice, kaj se dogaja, kako paziti za živali. Ko smo šli, sem pa jaz najdla enega takega majčkega kužka, ki se mu enostavno nisem mogla upreti, tako majhen, umazan, ampak malo sem se mogla igrati. Čez ne morem iz svoje kože. Lepo si dokumentirala, no, vse te živalske vrste, pa vse kaj. Ja, no, vsi mislijo, da so samo tropske zadeve, a ne imajo tudi bolj običajenega. Tudi pse. Ampak se na prvi pogled se je treba vprašati, ne, če bi takoj prepoznali vsi, da je to pes, ne? Mislim. Ja, ne, po mojem bi iskali kakšne, ne vem, lenivce, recimo. Recimo, ja. Tako da zelo, zelo lepo. No, ampak jaz živalim še nisem zaključila. V bistvu ta najin vodič je v bistvu rešil eno malo opico, ker jo je najdel po enem velikem dežju na robu gozda, zelo majhno. Ni bilo pa več njegove skupine in je vedel, ker je preveč dežja bilo, da je njegov von spran, tako da ga je vse pozel, da se opomore, da bo dosti velik, in je spremljal, kdaj bo kakšna večja skupina opic njegove vrste prišla in da kad ga bo vrnil tja, da se bo spet nekom pridružil. Ne? In to je bila tale opička, taka čistmečka, imel jo je spuščene, definitivno nikakor nikjer privezane. In je tudi rekel, če ti bo sama prišla v naročje prav, ne smetajo pa same vzemati. Ne? Evo, bila je v naročju, je prišla pogledati, malo potipati, pa šla. Ne? Ni to zdaj, da jo crklaši, ne vem kaj, ampak lih to, ki je pa bilo, da sem tudi jaz malo uživala, tudi Andreja, seveda. Ne? Kljub temu, da je bila udomačena, vse nam je na stik s to divjino, oziroma s to, da bi lahko se nekoč vrnila, no, če bi nasledili njeno vrsto. Ja, je toliko pazil, da tudi kar je hrane, kar je tega vse ji daje iz gozda, tisto, kar bi ona načeloma jedla, in zato je tudi pustil, da skače sem, pa če bi pač kakšen dan zginila, bi pa pač zginila. Ni prav, da se omejuje. Če bi seveda upali, da je našla svoj ekosistem nazaj, svoje vrste. No. Evo, takole, Ketambe je bil v bistvu en slab dan, naslednji dan smo že šli naprej. Tukaj je bil pa projekt pride do pokrajine Bande Ačeh, oziroma v bistvu to je kraj tudi. Tu je pa pokrajina, kjer se še vedno izvaja šeriatsko pravo. Ne? Tukaj so pravila stroga, to pomeni zakrita kolena, zakrita ramena, niti treba biti, ker mi dve nisva muslimanke pokrite kot one. Kar se pa prvih tiče, je pa lahko tudi kakšno kamenjanje ali pa kakšne take stvari za večje prekrške. Tako da s to mislijo, to sem pa vedela, da je treba paziti, da imaš malo bolj ohlapna plačila, ker jaz sem v njihovi kulturi in jaz se njim prilagajam, ne oni nama. Ne? Tu se veliko pozabi se strani popotništva, ja, da dejansko se mimo ne plaviti. To je en odgovoren popotnik, tisti, ki se o tem pozanima. Ne, na tak način. Tako, ja, da je treba vsem biti spoštljiv do kulture. Ne. Kljub temu, da je pač lahko ne, na tak način za nas neetično in grozno. Ne. Ja, ampak to ni naša stvar, da mi sodimo, mi pač potujemo, mi se ugledujemo. Ne. Ta pot do vsem gor je bila pa majčkeno bolj komplicirana, težka, tako da so kar dolgo potovale, in ko so v prejšnji epizodi govorili, koliko so dobre, lepe ceste, a ne? To je bil pa en primer iz poti, ki je mogoče malo drugačen, a ne? Usul se je plaz, bilo je deževje, odnesel je cesto in to je vse, kar je ostalo nekako, in to je bil kar en dober del poti takole. In pa se še ta kombi nam nekaj pokvaril, tukaj smo imeli lunch break oziroma čas za kosilo, no, in
pač on je popravljal vmes, ko smo se mi najedali in ko je bila tista urca pa pol mimo, gremo nazaj v kombi in smo šli. Tako da nimajo mehaničnih delavnic posebej samo za to. Ampak je bilo ravno pravno, torej za pauzo, za malco in pol sem nadaljevala pot. Sej ni povedal, koliko prej se je že kaj zgodilo, tako da mi smo samo sklepali, da je lih slučajno bilo prav. Je pa tako, tak kombi, recimo, mi si predstavljamo, ne, da gre noter, ne vem, 90 ljudi, a ne? Tam jih gre 12-15 ljudi. To moramo vedeti, da tam se nabaše toliko, da imaš ruzak pred sabo, da si tako, kot srdelca noter, ne da si ti udobno, važno je, koliko se jih lahko pele. Ja, to je možno sklepati, ja, z prejšnjih fotografij, z prejšnjega dela. Evo, takole, banda Ačeh je v bistvu bila pri nama samo odskočna točka, ker sem jaz hotela iti na Palaveh. To je eden izmed otokov na arhipelagu. V bistvu ta del je zelo močno poškodoval cunami, za katerega smo vsi slišali, to je bilo leta 2004 oziroma decembra, tam okoli Božiča. Mislim, da je bilo 25-26, če se ne motim. Banda Ačeh, ta mesto je zelo trpel, veliko žrtev je imel, prav tudi na tem otoku, ker je koralen otok, ga je zelo zličkal, ampak glede na to, da sem bila jaz dobrih 10 let potem tam, se je vseeno obnovil, tako da ga je spet veliko. Je pa še eno stvar imel ta otok, leta 2005, se pravi leto po uničujočem cunamiju, jih je prizadel pa še potres. Tako da glede na to, kaj so vse doživeli, je otok zelo lepo nazaj zaživel, nazaj so ga postavili. Ljudje so zelo sproščeni, taki, niso nesli vse svoje travme naprej. No. V bistvu jaz sem to še lepo iz interneta, ko sem malo raziskvala, dobila te podatke, za cunami sem vedela, za potres pa ne, in noben tega ni omenjal, kakor da se to sploh nikoli ne bi zgodilo. Ne. Pa to še je bilo kar sveže, no, takrat je bilo tudi 10 let, ne, od tega. Ja, sem potovala 2015. Ne. Kaj pa na glavnem otoku, oziroma na Sumatri, kako pa se je tam videla posledica, oziroma ta tragedija na ljudeh, pa to? Čeprav so pa bolj v celini, no, ampak vseeno, ne, mislim. Ta del, ko sem do zdaj prišla, tlele jih ni pustošil. Sam ta banda Ačeh, ko v bistvu se na zadnjem delu potovanja ustavim, ta del se je videl, sam tle so pa domačini malenkost bolj zaprti, kakor po drugem delu otoka, ker mogoče ta muslimanska vera, ki je toliko bolj stroga, so manj sproščeni, ali kako ne rečem, do tujcev, še zmeraj se vse lepo do nas so vedeli, tako niso bili pa odprti glede pogovora pa tega. No. Mogoče iz tega vidika pa nisem dobila toliko tistih informacij, da bi dobila občutek, ali pa je jih še toliko zaznamval, da niso govorili o tega, ne, kakorkoli. Veste, tam, kot si prikazovala, nam si bila bolj v notranjosti otoka, če že je potres, verjetno bolj vplival, ne, na, kljub temu, da je cunami tudi bil zaradi potresa, če se ne motim, ta leta 2004. Ne. Ampak se pravi, to je zadel bolj ta čist skrajni sever, ne. Tam je vse toliko, vse veliko, tudi ne vem, tekom potovanja, ko sva bila dol, vem, da mislim, da so Andrejini starši napisali, a sta v redu, sta cele, ja, midve, ja, kaj pa je, ja, potres je bil na Sumatri. Možno, midve ga niso čutile, če pač otok je velik, ne, zdaj, če ni dosti močna magnituda, ga ne čutiš, ne. Tako da v bistvu bolj je bil v Sloveniji upisan, kakor pa tam na samo ulico. Ja, več so vedeli v Sloveniji o potresu, kot pa na drugih delih otoka. Ja. No, ampak evo, zdaj smo mi dva na Palavehu, kakor se vidi, super lepa, čista, kristalna voda, pisane barve, raznih ladjic, tako da otok res živi, diha za turizem. Mi v bistvu, ko so prišle dol, smo si hitro najdli ene hiške, take zelo luštne na enih kolih, na enem pobočju. Malo smo se z enimi, tlele pa je turizem, no, z enimi popotniki, sicer backpackerji, smo bili v takem koncu, pogovarjali in smo malo izmenjevali, kam pa kaj pogledati po otoku, tako da so spet rentali enega skuterčka.
In sva šle do enega tolmunčka, enega slapa, ki sicer imamo v Sloveniji večje pa lepše, ampak vseeno. In najdeva tam še enega turista pa enega vodiča in dva, ne, pejta punce, klele se lahko kopata, tako da so tle not uživali, če pa ne bilo nobenega, pa ne verjamem, da bi stopili noter, ker vsem voda ni čista, ne veš, kaj je noter, ne. Pa so nadaljevali pot na še en vulkan, isto spet žveplen, smrdeli isto po zgnilih jajcih, kakor na prejšnjemu, in jaz sem bolj pričakovala, oziroma se obe, da bo to bolj hrib, na koncu je bil v bistvu samo en pobočje, en del, ker je ven bruha ta plini, da ni niti porašen, se vidi, kje del ni porašen z gozdom, in to je bil vulkan. Tako da tlele so bile kar majčkeno razočarane, kakor je bilo opisan, kaj bo videla, ne. Ampak pač del izkušnje. Zavili so še za neko črno plažo, ker v bistvu spet ni bila nekaj ekstra posebenega, razen to, da je bila pač črni kamenčki, črna mivka, in to je bilo to opisan, kakor ne vem, kakšno svetovno čudo, da je videla, ne. Pa so se pa vrnili nazaj, sej sam izlet, pa to mi, da so se imeli super so se zastopile. Tako da nama, ne glede, a so videli kakšno stvar ali ne, so se režali celo pot, no. Prideva nazaj in smo se pač z eno skupinco, ki smo skupaj bivala, ne, zmenili, da bi se pa šli zvečer proti večeru kopati, njih to malo namočati 1 urico pa nazaj, in so nas opozarjali, do določene ure moraš iz vode priti ven. In mi smo to sklepali, okej, to je verjetno kakšno pravilo zaradi vere, da moramo priti, kaj pa je, kaj ne pol urice bomo malo podaljšali, se vedno bo vedel, ne. Ja, in tole je bil razlog, kaj na sliki v bistvu. Toliko je točen tisti uri prinesel morske ježke, pa tele rdeče meduze. Se pravi, tisti, ki so bili do pasu ali pa višji noter, so pokasirali meduze, da so jih požgale, tisti, ki so pa hodili, da so bili pa v malo nižji vodi, so pa na ježke stopili. In to so ježki, ki imajo zelo krhke bodice in jih ne moreš ven potegniti, tako kot pri nam v Jadranskem morju. Tako da smo nekako prišli nazaj v kočo in tam so nam ti, ki so pač bili skrbniki koč, pomagali, oziroma jaz sem imela še srečo, mene niso, ker sem bila čisto v nizki vodi, no, da so raztapljali v kisu, tisti, ki so imeli pač bodice, pa da so hladili te ožganine nekako, da so se ljudje k sebi spravili. Midve z Andrejo pa še eno Američanka, ki smo bili pa še dokaj ali pa najmanj poškodovane, no, smo se pa odločili, da gremo na večerjo, tako da smo šli na ene ribe, kalamare, take zadeve, pristne, sveže. Še te lahko na tej točki vprašam, torej je bila določena ura, prav, ko so vam svetovali, da zapustite vodo, zato ker se pač takrat naplavi to morsko. Takele meduze in zjutraj so še bile, pa čez dan enostavno zginejo, ni jih. A bilo popolnoma varno čez dan? Ja. Naprav. Čisto normalno se kopati, zvečer pa ponovi vajo, ne. Pa posledice, mislim, kljub temu, da je bila takojšnja nega, je bilo kakšne resne posledice glede teh, ali samo pač neprijetno v tem smislu? Bolj je bilo neprijetno, noben na srečo ni bil toliko, da bi ga kakšna užgala, da bi imel večje probleme, no. Je bilo kar sreča, po mojem, da tista prva bojna linija, kar je bilo ljudi, nas ni bilo toliko veliko, ampak ta prvi, ki so začeli vreščati ali kakorkoli, smo takoj ven, vsi ven, ker veš, ko si v enem takmu predelu, enem tropskem, da če je nekaj zavrešči, nekaj res ni, ne. Tako da, evo, na večerji smo se pa s to Američanko zmenile, da gremo na ta koralni greben, čeprav se že same sobe, takole dol pogled na morje je bil pa smrskaj pisan ga videl noter od ribic in vsega, da bomo šli na čez, na en manjši otoček, ki je neposeljen, ampak tam je pa prav koralni greben. In takole so nas čez zapeljali, evo, malo ribic, sicer tale slika tale je celo moja, ja. To je bilo iz sobe dol slikan, tako da se res vidi, koliko blizu se vidi. A to je bila še večerja, o kateri sem prej govorila, no, takole smo šli na spet nekaj lokalnega, nekaj čudenega.
Aha, nimam pa pol slike. V glavnem, tam smo pa gledali od teh rakov, ribic, morske kače smo videli, ampak to je vse take barv, da se sploh ne moreš predstavljati tukaj. Ne. So nas pa tudi upozorili, do kam spet lahko gremo, do kam se spet lahko gibamo po koralnem grebenu. Če bi šle preveč na odprto, so močni tokovi in te lahko potegnejo na odprto, in glede na to, da smo bile same 3 tam, te ne bo noben reševal. Ne. Se pravi, kar ti domačini rečejo, kar ti domačini dajo kot nasvet, upoštevaj, niso brez razloga. To znanje so res dolgoletne izkušnje, ne, življenja na tem območju, ki dejansko Definitivno. vas varujejo. Drugače je bilo to zelo pisano morje, ne, če ga primerjamo z tem, kar smo navajeni kot dopustniško. To je res tropsko morje, to je res tisto, kar si predstavljamo, kar rečemo, gremo nekam v eksotiko. Ne. Kaj pa drugače, glede posledic cunamija, se je tukaj videlo na tem grebenu, oziroma so vam kaj povedali? Je, nekaj se vidi, ker je nekaj odmrtih koral, čeprav sem mislila, da bo še hujš, ampak vidim, da se vse nekaj obnavlja, tako da se, bom rekla, kar lepo. In tudi, ko smo se pogovarjali, je bilo veliko koral obnovljenih, se nazaj, se barve vračajo, ribice prihajajo nazaj, tako da se oživlja, ni tisto, da bi pa zdaj pa to konc in tega koralnega grebena ne bo več. Ne. Torej se samo obnovljajo, pač dolgoročno seveda, ne? Ali pa ni bilo čist uničen, zdaj tega točno ne vem, mogoče kaj ostalo, da se pa lahko nazaj razrašča. Ne. Je bila pa še ena zanimivost, pa ne vem, mogoče meni slika ven padla. Prihajal je en, tam smo bili ta zadnji večer na terasi, se pogovarjamo in pride en od delavcev z eno tako dolgo palico, ne, ni je, tako dolgo palico, pa gor je bila taka dolga, 1,5 metra velika kača, črna kača. In vsi tako pogledamo, kaj pa je to? In so začele deževati vprašanje. A je strupena, a je bila pri nas, a je mrtva? To so 3 vprašanja, ki so najbolj so se ponavljala. Ne? In odgovori so bili, kača se je najdla med kočami, se pravi med temi sobami, kakorkoli lahko rečem, ki smo mi stanovali. Ja, je strupena, zelo strupena, in ubil sem jo zato, ker da zavarujem vse nas, ki smo tukaj. Ne? In ne sem jo ribam, da jo pojejo. V tistem trenutku sem pa ugotovila, da tudi če si tam nekaj misliš, da si na varnem, nisi. Enostavno je to pa še zmeraj divjina. Je bil gost tudi še zmeraj okoli. Ne sicer prav gost. Na realno tlo. Ja, da moraš vse malo pogledati, pa ne po noči okoli hoditi, ker da si sredi ne vem česa. Tako da pa so pa mogli počasi zaključiti, ker 3 tedni, vseeno so 3 tedni, ne, in se vrniti na Banda Aceh. To je bilo področje, kar jaz vem, je Sumatre najbolj poškodovan, ker v bistvu je bil cel mest čisto zradiran. Edina stavba, ki je preživela in je stala, je bila tale mošeja. In ljudje, ki so se na najvišje dele mošeje uspeli rešiti, so preživeli, ali pa tisti, ki so pravočasno še bežali v notranjost Sumatre. Ostali niso imeli možnosti preživetja. Sprejemala je pa mošeja, da kot vse, ne glede na vero, ne glede na oblačilo, barvo kože, da kot je imel prosto sob vsak, ker drugače moraš biti musliman, pokrit, da v tistem času, ko so bile midve, da si imel vstop noter. Nama ni uspelo noter priti. Torej v stiski je to primer prakse, da so si dejansko odprte vrata, se logično, ne? Kakšne tragedije, mislim. Pa so šle pa še v tale center, to je pa center, ki je postavljen prav cunamiju, kaj se je dogajalo. Tukaj imam sicer samo eno sliko, čisto malo za intermenco, kako je izgledalo, sicer val ne pride ravno takole, da te kar posrka. Ne. Je pa res, da se voda omakne, rata suho in ljudje z zanimanjem, da ko se cunami pač na tem področju nikoli niso dogajali, so šli gledati, eni so celo pobirali ribe in da je voda nazaj prišla s hitrostjo in odnesla vse, kar se je dalo. Evropska unija je recimo ogromno financirala tukaj za obnovo. Veliko so jim postavili, od otroških igrišč, novih stavb,
res velik. In kar sem bila pa jaz razočarana, je pa, da ne znajo tega ceniti, ne vzdržujejo in vse že propada. Že DK 2015 je že vse propadalo. To je pa žalostna zgodba, ampak To je pogosto praksa, ko se ponudi nekaj, kar niso navajeni, oziroma neko veliko stvar. Zdaj pa je treba to tudi skrbeti, ne samo dati nekaj, pa bomo zdaj rešili težavo. Ne? pa je to ni, ampak žal pač tako je parneha. Samo, kaj pa mogoče glede napovedovanja, oziroma so v muzeju kakšne informacije o tem, da je to mogoče še lahko ponovljiva ta tragedija v tem smislu, kaj o tem piše ali... Ne, v samem muzeju ne, jaz sem pa malo gledala nazaj razne te dokumentarce, pa to in res področje Indijskega oceana ni področje, kjer bi se običajno cunamiji dogajali, niti ni to zelo potresno, ne, ker v bistvu zaradi tega je cunami ratal, zaradi samega potresa oziroma premika tektonskih plošč. Pa zakaj je bil v bistvu toliko nevaren? Ker ni to območje, kjer so to vajeni, ni bilo naprav, ki bi opozarjali, ni bilo siren, ni bilo nič. In v bistvu nekje v Ameriki, mislim, da na Havajih celo so zaznali nekaj, ampak so rekli, da je verjetno nekaj prišlo do napake v sistemu. Ko so pa ugotovili, da dejansko je prišlo do potresa, pa niso imeli koga opozoriti. In so iskali načine, novinarje, da so opozarjali, sami je bilo pa že prepozno. Ne. Ampak zdaj tu imajo te sirene pa to. To je pa slabost takšnih modelih sveta, ne? Koliko bi lahko tehnologija dejansko pripomogla k reševanju življenj naprej. Ja, ker vklele samo na Sumatri je, mislim, da je bilo ubitih 170 oziroma pa pogrešani 170,000 ljudi. To je pa kar konkretna številka, ne. Zelo visoko. Ne, se pa je bila še Šrilanka, je bila Tajska, Malezija, vse to so bilo še, pa še en del Afrike, ampak Afriko, ko je zadev cunami, so bili že obveščeni, tako da tam so se že reševali, ta del je pa najprej zajel valne. Oziroma mislim, da sta bila celo 2 vala, če se ne motim. Velika nesreča, ja. Tole pa še slika, pač ene ulične restauracije, bo rekla. Jaz malo bolj žalostno gledam, ker sem nekaj čudenega vzela in žal je moja zadnja večerja ni bila lih kulinaričen uspeh, ampak bila pa je pač zadnja večerja, preden so se podale na lov za avioni, imele so sicer rezerviranega, ampak ker so imele 3 notranje lete, da so prišle do Džakarte, pač leti pa tam niso najbolj točni, tega niso vedele, oziroma ta prvi let je že zamujal 2 ure, in vsak naslednji let še malo zraven in na koncu se je to tako sešlo, da sva ta zadnjo sekundo šle čez kontrole, da so prišle sploh na mednaroden let. S tem, da so aktivirale vse možne stevardese, da so tudi od zadaj mimo kontrol vozile, da so sploh prišle res tja, kamor so mogle priti do časa. Tako da jaz odakrat naprej nikoli več ne grem z ene oddaljene točke na mednaroden let, zmeraj sem en dan prej v kraju, s kjer letim. To je takšen dober nasvet, ne? Ja, da se kaj še bomo kaj zgodili, da bo ostal kjer pa ne moreš domov. Torej prav ste se morali prebijati, oziroma ste se morali prebijati, ne? Mimo pri letalu prej, da prideš dol, da se lahko čim prej vkrcaš na drugega. Tako, ja. Wow. Klele pa ker sem v glavnem prišla do konca, evo, to je še pač nazaj pot domov v Evropo. Ker sem že v prvem delu povedala, Andreja je bila oseba, ki sem se spoznala z namenom potovanja, da je Sumatra bila še bolj avanturistična, kot je že bila, ne. Imeli sva se super punca, s katero z veseljem še kadarkoli grem. Tako da, če kdo zajamra mi, ko se pogovarjamo, nimam družbe. Družba je, če si jo najdeš, nisi kompliciran, pa preprost človek. Zelo, zelo dober nasvet oziroma neka misel za na konec, recimo, sploh pri popotništvu med mladimi. Jaz bi še te na tej točki vprašal, če bi lahko primerjala Sumatro z ostalimi otoki, ki si jih obiskala v Indoneziji in indonezijskimi otoki, če primerjaš izkušnjo? Sumatra je se pravi zelo taka neturistična, divja,
Bali je čisti turizem, se da veliko videti pa to, ampak žal zame preveč tega ni pristnosti več. Flores recimo je spet na način Sumatre, zelo neturističen, sama pa manj stvari za videti, recimo, pa manjši otok je pa zelo domač in varen. Komodo, kjer so ti komoroški varani gor, je v bistvu pa toliko majčken otok, da v bistvu samo ti živali živijo in oskrbniki. To je pa v bistvu za namen, da vidiš žival oziroma malo turizma zraven, ne. In torej, še planiraš Sumatro, kdaj v kratkem ali v kasnejšem obdobju? Enkrat bi še šla, ja. Še tisti del raziskati, ka ne, samo moram pa najti ta pravega popotnika, ki bo imel dosti kilometrine, pa ki se ne bo bal z mano kaj takega raziskati. Saj si nam podala recept za to, tako da mislim, da ne bo, sklepam, da ne bo težavno. Ja, Tako je da- pa še veliko drugih držav, tako da jaz pravim, ne planiram, ko dobim dobro karto, tja pa grem. Super. In tako zaključujemo to dvodelno epizodo, lahko rečem, oziroma drugi del odkrivanja skrivnostne, zanimive, kot vidimo, zelo bogate Sumatre. Upam, da ste res ponovno uživali, da ste veliko izvedeli koristnih informacij na svetu, da ste to mogoče odpravili v ta konec sveta ali pa kam drugam na podlagi tega, kar ste danes slišali. Tanja, še enkrat iskrena hvala, da si bila z nami, si vzela čas in prikazala vse fotografije in delila svoje zgodbe. Če koga karkoli zanima, me pa lahko kontaktira prek Facebooka ali kakorkoli. Z veseljem pomagam. Če vas zanima, lahko preberete tudi Tanjine prispevke na spletni reviji Globetrotter v okviru popotniškega združenja, ki je tudi na spletni strani združenja, jasno vidno. Tako da tam najdete več informacij o tem doživetju, Tanjinem doživetju. Tako da izbrano epizodo boste si lahko tudi pogledati torej na YouTube kanalu ali poslušate kot v obliki podcasta. Do naslednjič, lepo bodite in veliko potujte, tako da bon voyage. Čau!